Zgodba Krajice vide je malo posebna. Jaz sem že imel v mislih, da bi pripravil en venček pesmi, skladbice za otroke, povezane prav s tem te legende, ki je tako pomembna za našo Venečijo. Ampak je manjkal tekst, je manjkalo besedilo. In prva reč, ki mi je prišla v mislih, je, da bi lahko vprašal mojega očeta, da bi napisal kakšno rimo. In pravzaprav sem mislil na en par poezij, ena o Krajici vidi, ena o Atili in tako dalje. In en mesec potlej je ratalo, da mi pošljejo en tekst, ki je bil duh, ne vem, 14 strani. Praktično je bil oča napisal celo zgodbo, celo legendo v verzih, kar se nisem pričakoval. Z tega je nastala pol cela, recimo majhna opera Krajice vide, ne, kjer v resnici me je on spodbudil, da bi nadgradil, ne, vse tistih par melodij, ki sem bil pripravil z enim delom, ki je zelo bolj kompleksen in bolj dolg, tako da je nastala taka stvar, ki je dolga skoraj 3/4 ure. Pa kar mi je ostalo tudi pri srcu, ne, pri Krajici vidi, da meni osebno spominja tudi na otroška leta, ki sem jih doživljal prav z očetom, v katerih sem stalno videl, da je pisal poezije, tekste, ne, za trepetičke, za kakšne gledališke predstave, za mlade beneškega kabareta, kaj vem, malo za vse, ne. Kar je povezano tudi na stvari, ki so bolj, recimo, negativne, ker vse telo delo, ki on je opravljal, ne, kar je bilo res zanimivo, ne, ker mi potem smo hodili poslušati tele stvari, nam je bilo res všeč. Potem je imelo tisto čudno plat v vsakdanjem življenju, ne, ko si videl, da pač nekateri ljudje, ki so bili očitno proti Slovencem, proti telemu delovanju, ne, je bila vedno kakšna besedica, kakšna, ne vem, kako bi javil, kakšna reč, ne, se je dogajala, ki kot otrok si doživljal tako malo, je bilo težko, ne. Nisem mogel zastopiti, zakaj je šlo, ne, šele potem sem se zavedel, ne, da pač je bilo taka politična napetost, ki je bila v tistih letih, se je potem, ne, proti nam videla spoznala, ne, na tel način.